Danes ste prišli k nam, da spoznate ekonomsko fakulteto in vzdušje, ki ga tu skupaj ustvarjamo. Hvala, da ste nam dali priložnost, da vas povabimo v svoj krog ekonomistov in poslovnežev. Moje ime je Miha in danes vas bom vodil skozi to enourno srečanje, za katerega verjamem, da bo prijetno in polno pravih informacij. Naš današnji cilj je, da izveste čim več o študiju na ekonomski fakulteti in dobite občutek, kako je tukaj študirati. K mikrofonu najprej vabim dekana ekonomske fakultete, profesorja dr. Tomaža Turka. Izvolite. Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki, dobrodošli na Univerzi v Ljubljani, ekonomski fakulteti. Zelo smo veseli, da ste se odločili, da nas obiščete in da razmišljate resno o študiju pri nas. Naša fakulteta je zdaj že kar, bomo rekli, zrela gospa. Naslednje leto bomo praznovali 80 let te stare gospe. No in v tej zgodovini naši moram reči, da smo kar postavili trdne temelje, kar se tiče ustvarjanja, kreiranja znanja in to ne samo strani naših profesorjev, raziskovalcev, ampak v sodelovanju z vami študenti. Ko boste postali to, boste del naše skupine, akademske skupnosti in seveda tudi s pomočjo naših podjetij v Sloveniji in tudi v tujini. Prav gotovo ste opazili, da imamo tudi na prosojnicah, na raznih mestih na fakulteti, na spletni strani neke označbe nekakšnih akreditacij. Te akreditacije so pravzaprav potrdila mednarodnih organizacij o naši kakovosti. Naša fakulteta je tudi uvrščena na lestvico Financial Timesa, ki uvršča oziroma razvršča poslovne šole, ekonomske in poslovne šole po celem svetu na sezname po kakovosti. No in mi smo na tej lestvici in to tudi dokazuje našo visoko kakovost. Podobne šole, ki imajo take dokaze o svoji kakovosti, lahko najdete najprej v naši bližnji okolici, najprej šele v Milanu, na Dunaju, v Pragi. Tako da nas to uvršča tudi v 1% najboljših poslovnih in ekonomskih šol na celem svetu, kar seveda ni pomembno samo za nas učitelje in sodelavce fakultete, ampak predvsem za vas, zaradi tega, ker diplomska listina naše fakultete vam odpira vrata ne samo pri nas v Sloveniji, ampak po celem svetu. To je zelo pomembno za nas in za vas, zato da vemo, kaj pravzaprav počnemo, kaj je naša dodana vrednost. Kot rečeno, veliko sodelujemo z gospodarstvom, mi nismo profesori, ki bi samo ždeli v kabinetih, tako kot je Tjaša zdaj pokazala recimo eno predavanje na temo ljubezni in kaj to pomeni za celotno družbo v nekih številkah in tako naprej. Nismo samo za računalniki, ampak hodimo po podjetjih, gledamo, kako funkcionirajo in tiste stvari, ki žulijo podjetja, o katerih se sprašujejo vsak dan, kako zastaviti stvari, to so naši raziskovalni izzivi in na tem delamo skupaj z njimi. No in to znanje seveda potem prenašamo in ga skupaj ustvarjamo z vami študenti. To je zelo pomembno za nas in to je naše poslanstvo pravzaprav. No, zdaj pa zelo na kratko še, če si mogoče ne predstavljate prav dobro, kaj je ekonomija in kaj so poslovne vede. Naj povem, da ekonomija v nasprotju z nekim splošnim mnenjem oziroma laiki, ki razmišljajo o tem, kaj pravzaprav je ekonomija. Ekonomija ni o tem, kako zaslužiti morje denarja. Ekonomija je del družboslovja in se ukvarja predvsem z dvema stvarema. Prva stvar je ugotovitev, kar so ugotovili že naši predhodniki že več tisoč let nazaj, da en sam človek, posameznik, ne more ustvariti vsega, kar potrebuje za svoje življenje. Kar pomeni, da si moramo med sabo pomagati. Recimo, če vi želite kupiti oziroma
imeti čevlje na nogah, da lahko hodite normalno okoli po svetu. Se seveda ne boste tega učili, kako se dela čevlje in vsega tega, ne, ampak te obrti, ampak boste šli čevlje kupiti v trgovino, izbrali boste nek primeren model in tako naprej. Ne. Kaj to pomeni? Ljudje delamo stvari za druge ljudi, za svoje kolege, za svoje znance, za potrošnike na trgu, če smo že na ekonomski fakulteti. Se pravi, ekonomija govori o tem, kako sobivamo skupaj naša človeška civilizacija. Vse okrog te menjave, ko drug drugemu ponujamo storitve in izdelke in izdelujemo, ne, vse se okrog ekonomije potem vrti. Recimo denarni sistem je bil izumljen ravno zato, da pomaga pri tem krogotoku izmenjave dobrin in storitev. Ne. No, druga stvar, s katero se ekonomija ukvarja, je pa optimizacija. Kako z danimi resursi, z danimi sredstvi, lahko tudi denarjem, ne, ni pa nujno, da to samo denar, ampak neki naravni viri, recimo, kako z danimi viri ustvariti čim več. Se pravi, neka optimizacija se tukaj dogaja in to področje optimizacije je prvenstveno področje tako imenovane mikroekonomije, makroekonomija se pa ukvarja s tistim, kar sem prej povedal, se pravi, predvsem s tem, kako človeštvo skupaj dela in živi in ustvarja srečo, konec koncu in dobrobit vsakega človeka. To je poslanstvo ekonomije. Ne? No, če pa grem na poslovne vede, se vsaka posamezna poslovna veda pravzaprav ukvarja s to bolj optimizacijo, kako učinkovito nekaj napraviti. Ne? In recimo management, ki ga mogoče si tudi ne predstavljate, kaj pravzaprav management počne. Ne? Poslanstvo menedžerja je, da resurse, ki jih ima na voljo in ljudi, se pravi kolege, sodelavce, poveže v učinkovito ekipo, da dosegajo skupne cilje. To je poslanstvo menedžmenta. Recimo druga poslovna veda je na primer poslovna informatika. Informatiki, njihovo poslanstvo je, da na učinkovit način pripeljejo podatke in informacije tistim, ki jih potrebujejo za upravljanje svojega dela oziroma neko vlogo, ki jo imajo v nekem sistemu, kot so recimo potrošniki, kupci in tako naprej. Trženje ravno tako skuša razumeti način odločanja posameznika, tako kot je prej že Tjaša malo nakazala v predavanju, v vašem prvem, in kako učinkovito pripeljati storitve, dobrine posameznemu kupcu, potrošniku. Ne? To je to, kar mi počnemo tukaj na fakulteti. Lahko bi zdaj šel v vsako poslovno vedo posebej, ampak bistveno je pa to, kako to, kar počnemo v podjetjih, počnemo na učinkovit način. No in tisto, kar bi radi mi dosegli tukaj pri vsem tem, verjetno ste videli, kakšna so tukaj sporočila, to, da smo človeška družba, ki skupaj funkcionira in deluje, je za nas pravzaprav pomembno tudi, so zelo pomembni tudi etični vidiki. V današnjem svetu, ki je zelo razburkan, je to še prav gotovo pomembno. Na tisto, kar pa tudi računamo, je pa naša skupnost akademska, se pravi ne samo profesorji, sodelavci fakultete, ampak tudi študentje so del te skupnosti. Družbena omrežja so zelo pomembna, ne govorimo o Facebookih, LinkedInih in takih zadevah, ampak o omrežjih prijateljstev, znanstev in to ne zato, da bomo delali biznis skupaj, ne, saj tudi to lahko, ampak predvsem to, da imamo krog prijateljev, na katere se lahko zanesemo takrat, ko smo pred težkimi življenjskimi odločitvami. Ali naj sprejmem to službo, ali naj ustanovim podjetje, ali naj se poročim s tem dekletom, recimo. Ne? In to je zelo pomembno za nas in je neka srčika našega poslanstva zato, da lahko preživimo lepo obdobje vašega življenja na fakulteti, da imate dobro študijsko izkušnjo in da greste z dobro popotnico
naprej po svetu v nove podvige in lepa doživetja in da pomagamo urejati ta zelo zapleten svet. Hvala lepa. Najlepša hvala, dekan. Sedaj pa nas čaka del današnjega srečanja, kjer boste prejeli ključne informacije o programih in samem vpisu. Da si boste zapomnili najpomembnejše informacije, smo v kod določenih prosojnic dodali ikono fotoaparata, kar pomeni, da vam predlagamo, da si te informacije fotografirate. Na oder vabim Matejo Škulj iz Službe za študijske zadeve. Mateja, izvoli. Pozdravljeni in dobrodošli pri nas na Ekonomski fakulteti. Verjetno je marsikdo izmed vas danes prvič na fakulteti in je prvič prišel v to novo okolje, ki je že na prvi pogled nekoliko drugačno, kot je vaša srednja šola. Pa si za začetek mogoče poglejmo nekaj osnovnih značilnosti teh razlik. Če imate zdaj v srednji šoli šolske ure, ki trajajo 45 minut, preden zazvoni, boste imeli na fakulteti nekoliko daljša predavanja. V srednji šoli pišete kontrolke, ki so kar pogosto, na fakulteti boste pisali izpite, ki bodo precej bolj obsežni in bodo zajemali snov celotnega predmeta. Če ste zdaj navajeni dobivati petice, to pri nas ne bo dovolj. Če boste hoteli biti še vedno najboljši, se boste morali potruditi za desetke. Zdaj imate razrednika, ki vas usmerja, informira, spodbuja, opisuje ocene. Tega bo na fakulteti zamenjal Študent.net in Canvas, to sta dve spletni aplikaciji namenjeni individualno posameznemu študentu, kjer boste našli vse potrebne informacije v zvezi z vašim študijem. In če se zdaj v srednji šoli še učite za profesorje, za starše, zato ker vam mogoče težijo, da se morate učiti, bo treba na fakulteti narediti miselni preskok, da se začnete učiti zase in za svojo bodočo kariero in da ugotovite, da se vam v bistvu špricanje pouka ne izplača, ampak da je veliko bolj pametno, da redno prihajate na predavanje in tam aktivno sodelujete. Toliko za uvod, zdaj pa prehajamo na naše študijske programe. Na Ekonomski fakulteti izvajamo dva dodiplomska študijska programa. En je univerzitetni program Univerzitetna poslovna in ekonomska šola in drugi visokošolski program Visoka poslovna šola. Pa si za začetek poglejmo nekaj več o univerzitetnem programu. Gre za 3-letni program, ki ga izvajamo kot redni in kot izredni študij in po zaključku programa pridobite naziv diplomirani ekonomist UN. V vsakem letniku programa boste imeli 10 predmetov, ki bodo pedagoško razdeljeni na 2 semestra. To pomeni, da boste v prvem delu študijskega leta v zimskem semestru poslušali 5 predmetov, sledi zimsko izpitno obdobje in v drugi polovici leta v poletnem semestru poslušate novih 5 predmetov in tako skozi vsa 3 leta. Na predstavitvi si lahko pogledate predmete prvega letnika. To so tisti temeljni predmeti, ki jih mora poznati vsak ekonomist. Vključujejo tako znanja z področja mikroekonomije, makroekonomije, brez matematike seveda ne gre, pravo, menedžment, informatika, računovodstvo. To so res tisti temelji, ki jih morate postaviti v prvem letniku, zato da boste potem lahko v drugem letniku, ko boste že izbirali usmeritve, nadgrajevali to znanje naprej in ga samo širili, ampak brez dobrih temeljev seveda ne gre. Kdo izbira univerzitetni program? Univerzitetni program ponavadi izberejo študentje, ki želijo dobiti zelo široka, zelo poglobljena znanja z najzahtevnejših področjih, ki jih potem lahko uporabljajo v praksi. Izberejo ga študenti, ki želijo študirati na mednarodno primerljivem programu. Študentje, ki jih zanima mednarodna izmenjava, kar jim tudi fakulteta omogoča. Tudi izberejo ga tisti, ki želijo študirati v angleškem jeziku ali želijo pridobiti dvojno diplomo. Poleg tega pa je na univerzitetnem programu ponujena kar široka paleta različnih študijskih usmeritev in sicer boste ob vpisu v drugi letnik lahko izbrali eno izmed 12 usmeritev. Nekatere so bolj ekonomsko naravnane, druge bolj poslovno, 3 izmed njih pa se izvajajo tudi v angleškem jeziku. To so usmeritve mednarodno poslovanje, trženje in turizem.
Naši diplomanti imajo po zaključku študija zelo dobre zaposlitvene možnosti. Lahko se zaposlijo ali v gospodarstvu ali v javnem sektorju, lahko delujejo v različno velikih podjetjih, lahko pa se odločijo tudi za samostojno podjetniško pot ali nadaljujejo uspešno družinsko podjetniško zgodbo. Področji, kjer lahko delujete, je res ogromno, od financ, poslovne informatike, računovodstva, logistike in tako naprej, da ne naštevam vsega. Vendar bi pa želela na tem mestu mogoče še poudariti to, da večina študentov univerzitetnega programa se, preden se dejansko zaposli v praksi, odloči še za nadaljevanje študija na magistrski ravni. In kar 80% diplomantov univerzitetnega programa nadaljuje študij na magistrskem programu. Pa za začetek si najprej pravzaprav sploh še poglejmo, da ne govorimo o magistrskem študiju še, kdo se lahko vpiše v prvi letnik univerzitetnega programa. V prvi letnik se boste lahko vpisali, če boste uspešno opravili splošno maturo ali tisti, ki boste uspešno opravili poklicno maturo na enem od srednješolskih strokovnih izobraževanj, ekonomski tehnik ali tehnik računalništva. Poleg tega pa boste opravili še dodatni 5. maturitetni predmet. Obvezna je matematika, se pravi, ali izberete kot dodatni 5. predmet matematiko, oziroma, če boste matematiko opravljali že kot del poklicne mature, boste kot 5. predmet lahko izbrali enega od preostalih maturitetnih predmetov, predmetov splošne mature. Na univerzitetnem programu imamo razpisanih 480 mest za redni študij in 80 mest za izredni študij. Omenila pa sem, da se nekatere usmeritve izvajajo tudi v angleškem jeziku. Za te študente, ki bi želeli študirati v angleškem jeziku, je na voljo 40 mest. Gre za mesta znotraj teh 480, niso to dodatna mesta, in ko se boste prijavljali, še ne izbirate jezika izvedbe, ampak boste to svojo željo izrazili šele pri vpisu. Ne glede na to, pa ali boste študirali v angleškem ali v slovenskem jeziku, vse študente ekonomske fakultete vabimo in spodbujamo, da se udeležijo mednarodnih izmenjav. Mednarodne izmenjave se lahko udeležite praktično po celotnem svetu. Največ izmenjav je sicer možnih v Evropi, v okviru Erasmus izmenjav. Imamo pa sklenjene sporazume tudi s poslovnimi šolami, ekonomskimi šolami po celem svetu, tako da se lahko odločite tudi za izmenjavo v Severni Ameriki, Aziji ali kje drugje po svetu. To je zelo priporočljivo za študente, ker je to zelo, zelo dragocena izkušnja, ne samo študijska, pač pa tudi izkušnja za vaše življenje. Letno pri nas recimo odide tako, da boste imeli majčkeno za orientacijo na izmenjavo okrog 250 do 300 študentov ekonomske fakultete odide v tujino. Namesto njih pa v tem času potem mi sprejmemo tuje študente, tako da imamo ta mednarodni študij dejansko tudi na fakulteti in boste po naših hodnikih, ko boste pri nas študirali, srečevali tudi veliko tujih študentov. Niso pa samo študentje univerzitetnega programa tisti, ki jih vabimo, da se udeležijo mednarodnih izmenjav, pač pa so te namenjene tudi študentom visoke poslovne šole. In si v nadaljevanju poglejmo zdaj še malo več o programu Visoka poslovna šola. Tudi visokošolski strokovni program je 3-letni program, izvajamo ga kot redni in kot izredni študij in na koncu pridobite naziv diplomirani ekonomist VS. Na prosojnici je naveden, je izpisan predmetnik prvega letnika, ravno tako je v prvem letniku 10 predmetov, ki so na prvi pogled precej podobni tistim na univerzitetnem programu, pa vendar so vseeno bolj poslovno usmerjeni. Ker tudi program Visoka poslovna šola izbirajo študentje, ki se želijo v času študija bolj osredotočiti na poslovne vsebine, na konkretne primere, reševanje konkretnih primerov, ki jih obravnavajo na seminarjih in vajah. In pa se vpisujejo tudi tisti študentje, ki se želijo čim prej usposobiti za delo v praksi, se želijo čim prej zaposliti in ta svoja pridobljena praktična znanja prenesti v službo. Razlika z univerzitetnim programom je tudi ta, da je obvezni sestavni del visokošolskega strokovnega programa obvezna strokovna praksa, ki jo študentje opravljajo v okviru 3. letnika,
in je velikokrat tudi podlaga za pripravo potem zaključne strokovne naloge oziroma diplome, ki je na visokošolskem programu tista pika na i, s katerim študent diplomira. Na programu Visoke poslovne šole boste lahko v drugem letniku izbirali med 8 različnimi usmeritvami, ki so naštete. Gre za poslovne usmeritve, ki se vse izvajajo v slovenskem jeziku. Zdaj, mogoče koga skrbi, kaj boste izbrali, mogoče na tem mestu dodam, da preden se boste vpisali v drugi letnik, mi za vse študente prvega letnika organiziramo posebne predstavitve teh usmeritev, tako da je potem, ko se dejansko vpisujete v drugi letnik, ta odločitev za vas lažja. Tudi diplomanti Visoke poslovne šole imajo odlične možnosti za zaposlovanje in so zelo zaposljivi. Pri njih velja izpostaviti še to, da se marsikdaj ta strokovna praksa, ki jo študenti opravljajo v okviru obveznega predmetnika, razvije potem kasneje v redno zaposlitev. Tako da dejansko praktično iz študijskih klopi hitro preidejo v zaposlitveni status. Približno polovica študentov se odloči za takojšnjo zaposlitev, polovica študentov pa potem nadaljuje še študij na magistrski ravni. In da spet ne prehitevamo, si poglejmo še vpisne pogoje za visokošolski strokovni program. V prvi letnik programa Visoka poslovna šola se boste lahko vpisali, če boste opravili poklicno maturo na kateremkoli srednješolskem programu, tukaj pa ni omejitve, da bi bil to samo ekonomski tehnik ali tehnik računalništva, oziroma če boste opravili splošno maturo na gimnaziji. Na Visoki poslovni šoli razpisujemo 300 mest za redni študij in pa 80 mest za izredni študij. In tale del, ki zdaj sledi, je zelo, zelo pomemben, zato si ga dobro zapomnite, oziroma kot je že predlagal Miha, kar fotografirajte. Sledijo namreč informacije glede prijave in glede vpisa. Prvi prijavni rok bo letos potekal med 18. februarjem in 18. marcem. Prijava bo potekala v celoti elektronsko in sicer preko portala IVŠ, to je spletni portal Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Kar se tiče prijave, bi vas želela opozoriti na to, da ko boste izpolnjevali prijavo, izberete ime fakultete, ki jo najdete pod Univerza v Ljubljani, ekonomska fakulteta, in pa ime programa, glede na to, kar se boste odločili, ali univerzitetna poslovna in ekonomska šola, ali program Visoka poslovna šola. Zelo, zelo pomembno je, da prijavo izpolnite v celoti in jo na koncu potrdite. Če bo prijava uspešno oddana, boste na vaš elektronski naslov prejeli tudi potrditveni mail, da je bila prijava uspešno oddana. In potem po prijavi, po vaši maturi, po izbirnem postopku sledi še vpis. Jaz verjamem, da boste po maturi odšli na zaslužene počitnice, vendar naj vaši možgani ne grejo čisto na off, spremljajte obvestila. Namreč do 25. julija boste strani Visokošolsko prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani prejeli obvestilo o rezultatih izbirnega postopka. Potem pa vas bomo tudi mi povabili k vpisu. Vpis bo potekal elektronsko in sicer konec meseca julija oziroma v začetku meseca avgusta. Vse informacije boste prejeli po elektronski pošti, zato bodite pozorni, da to res redno pregledujete in spremljate, da se boste potem, ko boste sprejeti, tudi pravočasno vpisali. Toliko z moje strani. Če boste imeli še kakršnakoli dodatna vprašanja, vas potem po koncu skupne predstavitve vabimo, da se nam pridružite tukaj spodaj v dvorani, kjer bomo še odgovarjali na vaša vprašanja, oziroma bodo naši sodelavci tudi zunaj v predverju dvorane. Jaz pa se vam na tem mestu zahvalim za vašo pozornost, želim vam veliko uspeha na maturi in se vidimo jeseni. Mateja, najlepša hvala. Veliko informacij ste dobili in kot bomo vaše pridobljeno znanje ob koncih semestra preverjali na izpitih, bomo zdaj malo manj strogo preverili, kaj ste si zapomnili. Prosim vas še enkrat, če skočite na spletno stran menti.com in vpišete kodo, ki jo vidite na vrhu ekrana. Za vse, ki ste ob strani, vam dvakrat preberem. Koda je 8459 7271.
Se pravi 8, 4, 5, 9, 7, 2, 7, 1. Prvo vprašanje, med top koliko procentov poslovno-ekonomskih šol na svetu se uvršča naša ekonomska fakulteta? Pa počakamo trenutek, da vidimo rezultate. A je bilo prelahko, a ne? Ja, res je, pravilen odgovor je top 1%, kot je že dekan omenil. Pejmo kar na drugo vprašanje. Mogoče malenkost teže, da vidimo, koliko ste Matejo dobro poslušali. Med koliko usmeritvami lahko izbiraš? Se pravi, pri vpisu v drugi letnik lahko izbiraš med koliko usmeritvami. Evo, tudi tukaj ste pokazali, da ste dobro poslušali in imate še vedno koncentracijo na pravem mestu. Hvala lepa za tole. Nadaljujemo. Zdaj tako, študentje bistveno sooblikujejo dejavnost in vzdušje na ekonomski fakulteti. Svoje predstavnike imajo v najpomembnejših organih fakultete in so zelo dobro organizirani. Zato najprej k besedi vabim Vida Gojkoviča, predsednika študentskega sveta. Vid, izvoli. Evo tako, drage dijakinje, dragi dijaki, lepo pozdravljeni. Res vas je zelo velik tukaj, nad pričakovanji. Nekako največji nastop, kar se tiče mene, glede števila ljudi, ampak vsem se mi zdi super, da ste prišli sem. Kot je Miha že najavil, jaz sem predsednik študentskega sveta na ekonomski fakulteti in zdaj bom na kratko probal opisati, kaj to pravzaprav sploh pomeni. Študentski svet je organ, ki aktivno sodeluje pri delovanju fakultete. Zavzemamo se za študentske pravice in skrbimo, da vaš študij poteka kar se da nemoteno. Če boste v času študija naleteli na kakršnekoli težave, se seveda obrnite na nas. Na ekonomski fakulteti pa deluje še ena skupnost, ki jo je treba nasloviti, saj je za študentsko populacijo zelo pomembna, in to je študentska organizacija EFA. In študentski svet in študentska organizacija na ekonomski fakulteti delujemo skupaj pod imenom povezani EFA. In naša vloga ni samo ta, da se borimo za študentske pravice, temveč, da skrbimo tudi za zelo pestro obštudijsko dogajanje. Z organizacijo različnih dogodkov vam želimo omogočiti, da bodo vaša študentska leta zagotovo najlepša leta vašega življenja. Tako organiziramo različne delavnice, predavanja, pa tudi izlete v mednarodne prestolnice, zabave in ostale raznorazne zabavne in ostale dogodke. Z nami boste potovali po Evropi, šli na ekonomijado, ki je nekako srečanje študentk in študentov iz celotne regije, pa tudi na Beneški karneval, izlet v Gardaland, bowlinge in tako naprej in tako naprej, torej tako športni, kulturni kot vsi ostali dogodki. Je pa res, da naše študentke in študenti nastopajo tudi recimo v študentskih društvih, ki so pa usmerjena bolj v nekatera področja izobraževanja na naši fakulteti. In to so recimo področje računovodstva in revizije, podjetništva, menedžmenta in tako naprej. In ta društva bodo za vas organizirala razna tekmovanja, pa tudi neke izobraževalne in ostale dogodke, kjer se boste lahko torej preizkusili v znanju, ki ste ga pridobili tekom študija v naših predavalnicah. Zdaj tako, mi bomo oktobra postali vaši starejši kolegi in bomo tukaj za vas seveda, če boste karkoli potrebovali. Tako kot so nam nekako pomagale prejšnje starejše generacije, vam bomo tudi mi probali stati ob strani na vsakem koraku, ki ga boste storili tekom študija na ekonomski fakulteti. In kako vam bomo pomagali danes? Po končanem uradnem delu, se pravi, ko končamo tukaj s to predstavitvijo,
bomo na voljo med malo in veliko dvorano na naši infotočki. Če pa boste imeli še kasneje kakšna vprašanja glede česarkoli, pa se lahko obrnete vedno na naša socialna omrežja, na Instagram ali pa na Facebook. To je nekako to, no. Želim vam dobro odločitev in upam, da se vidimo 1. oktobra v tej isti predavalnici. Hvala. Hvala, Vid, za ta prvi pogled v študentske vrste. In zdaj še več študentske besede in izkušenj. Vabim tiste, ki ste bili pred nekaj leti v isti situaciji kot naši današnji gostje, da se mi pridružite na odru. Hvala, ker ste prišli. Dijaki, Dijaki vedno zelo radi slišijo informacije od svojih starejših kolegov. Kaj morajo vedeti vaši nasledniki, kaj je tisto, kar se vam zdi zares pomembno? Prosim bi vas, da poveste svoje ime, mogoče tudi kaj študirate in pa potem tisto ključno. Izvolite. Ja, živijo, jaz sem Nika, jaz sem študentka 2. letnika magistrskega študija. Moja usmeritev je menedžment in ekonomika v zdravstvenem varstvu. Na dodiplomskem študiju sem študirala trženje. Zdaj, vzdušje na ekonomski fakulteti je res odlično. Tako starejši kot tudi mlajši kolegi se med seboj veliko pomagamo, predvsem kar se tiče učenja, zapiskov in tako naprej. Ekonomska fakulteta nam tudi omogoča, da imamo zelo lepe prostore za druženje in skupno učenje. Tako da že ko sem sama stopila pred nekaj leti prag ekonomske fakultete, sem začutila to toplino in tukaj sem spoznala res kolege in prijatelje, ki bodo ostali za celo življenje. Ja, pozdravljeni, jaz sem Marcel, obiskujem program VPŠ. 2 leti nazaj sem bil v isti situaciji, v kateri ste trenutno vi. Sedel sem na informativnih dnevih, nisem vedel, na katero fakulteto bi se vpisal, zato sem na koncu vseeno izbral ekonomsko fakulteto zaradi njenega širokega programa in tukaj sem se tudi našel. Lepo pozdravljeni, jaz sem Nika, sem študentka na smeri UPEŠ. Kakor ste danes že opazili, imamo na fakulteti dva programa in sicer UPEŠ in VPŠ. Jaz sem si izbrala UPEŠ ravno zaradi tega, ker imaš več možnosti za nadaljnjo usmeritev, malo bolj je teoretičen, na koncu pa ga opraviš z zaključnim izpitom. Lepo pozdravljeni. Jaz sem Mark in obiskujem program VPŠ. Že prej sem bil na ekonomski šoli, tako da sem si želel nadaljevati študij na tem področju. Želel pa sem si tudi malo več praktičnih izkušenj, zato sem tudi se vpisal na program VPŠ, ker to tudi ponuja. Vsi, ki ne prihajate iz ekonomskega odzadja, ne vas nič skrbi, ker bo nekaj novega za vas, ampak nič, kar ne bi mogli osvojiti. Je res, da je VPŠ malo lažje od UPŠ-a, ampak pri upisu na magisterij vam to ne bo predstavljalo nobenega problema. Živijo, sem Valentina, program VPŠ. Verjetno vas zanima, kako je z našimi urniki. Veliko nas redno hodi na predavanja, vaje in seminarje, ki so v dopoldanskem oziroma zgodnjem popoldanskem času. Sicer niso obvezna, ampak jih je pametno obiskovati, saj s sprotnim delom lažje greš čez izpitno obdobje. Živijo, jaz sem Anej, sem na univerzitetnem programu in pogosto vprašanje dijakov na informativnih dnevih je, kako dobro moram jaz znati matematiko v prvem letniku, na kar bi vam odgovoril, da se večina predmetov povezuje z matematiko, tako da vam bo dobro znanje matematike bistveno olajšalo vaš študij v prvem letniku. Živijo, sem Vid, sem 3. letnik programa VPŠ, smer oskrbovalne verige in logistika. Od začetka faksa vam bojo že vsi govorili, kako dobro je iti na študentsko izmenjavo oziroma študijsko izmenjavo, ampak zares tega ne boste vedeli nikoli, dokler se tega ne boste udeležili. Tudi sam sem se udeležil v 2. letniku izmenjave v Nemčiji in bi rekel, da me to na pozitiven način spremenil kot osebo.
Živijo, sem Lara. Torej, če ste študenti, ki imate poseben status, naprimer status športnika, boste na naši fakulteti lahko usklajevali šport, kot tudi študijske obveznosti, saj vam status omogoča prilagoditev študijskega procesa in obveznosti. Živijo, sem Lana, sem prvi letnik Upeš in dijaki se pogostokrat sprašujete, kaj ekonomisti na koncu sploh delamo. V bistvu vsako podjetje potrebuje ekonomista oziroma ekonomistko, naprimer pri trženju, računovodstvu, finančnih službah in pa tudi na strateških in pa menedžerskih pozicijah. Kariernih možnosti je za nas res veliko in o njih tudi zlahka izvemo, nas pa tudi med samim študijom že obvešča o njih karierni center EF. Zdravo, moje ime je Jernej. Trenutno obiskujem prvi letnik magistrskega programa na smeri management. Verjetno vas vse zanima, kakšno je neko obštudijsko dogajanje tukaj na ekonomski fakulteti. To vam zagotavljam, da je tega res veliko. Zato skrbi študentski svet, študentska organizacija in razna društva na fakulteti. Organiziramo razne dogodke, na katerih se spoznavamo, ustvarjamo nova prijateljstva in predvsem pridobivamo nove veščine. Hvala vsem, ker ste delili vaše izkušnje. Hvala. Še enkrat aplavz za naše študente. Dragi dijaki, za vas imamo še nekaj koristnih poudarkov. Prosim, da pripravite svoje telefone, saj vas čaka prosojnica s 5 ključnimi informacijami, za katere si želimo, da jih odnesete iz dvorane. Prvič, študirali boste na fakulteti, ki je top 1% poslovno-ekonomskih šol na svetu. Drugič, na naših hodnikih lahko srečate študente iz več kot 100 držav. Tretjič, izbirate lahko med 2 dodiplomskima programoma VPŠ in UPEŠ. Pri vpisu v drugi letnik izberete usmeritev. Četrtič, zadnji rok za prijavo je 18. marec 2025. Petič, ko prejmete obvestilo, da ste sprejeti, morate obvezno opraviti še elektronski vpis. Nekaj vas zagotovo že ve, da boste postali naši študentje. Nekateri še niste prepričani, med vami je tudi kdo, ki je danes prvič spoznal ekonomsko fakulteto. Zato smo za vas pripravili priložnost, da vstopite v vlogo študenta na ekonomski fakulteti in spoznate, kaj na EFA učimo. Ponujamo vam 2 možnosti. Pridite na predavanja ekonomske fakultete. Na zbiro imate 2 različni predavanji. Predmet Makroekonomija 1, ki bo 6. marca ob 12. uri za program UPEŠ, ali pa obiščete predavanje Podjetništvo na programu VPŠ, ki bo 12. marca ob 12. uri. Na obe predavanji se je treba prijaviti preko obrazca, ki ga dobite, če poskenirate QR kodo. Število mest pa je omejeno na 15. Tako da bi zdaj še 10 sekund počakal, da lahko poskenirate te kode in če vas zanima, se prijavite in izkusite to predavanje. Če kdo levo, desno, slučajno koda ne prime, se lahko po dogodku oglasite tukaj, pa vam še enkrat pokažemo. Smo? Nekateri še skenirate, vidim. Ok, gremo naprej. Imate še eno ekskluzivno možnost. Vabimo vas na interaktivno delavnico Kaj če je podjetništvo tvoja prihodnost, ki bo v četrtek 20. februarja ob 15. uri v učilnici Univerze v Ljubljani v centru Rog. Spet se lahko prijavite na obrazcu preko QR kode, ki jo vidite na ekranu. Tukaj je število mest omejeno na 35. Pustimo še tukaj par sekund, če se kdo želi prijaviti. Ok. Še preden zares pridete k nam, nas poznajte na družbenih omrežjih, predvsem na Instagramu in TikToku. Seveda pa tudi na LinkedInu in Facebooku. Največ uradnih informacij pa dobite na naši spletni strani.
Vaš informativni dan na ekonomski fakulteti se nadaljuje. V tem trenutku imate dve možnosti. Prva možnost. Za vse, ki imate vprašanja o študiju, smo organizirali dve informativni točki, kjer bodo Nataša, Milena, Neža, Tanja, Nena, Petra, Vesna in Mateja iz službe za študijske zadeve takoj po našem srečanju odgovarjale na vaše vprašanja. Lokaciji teh točk so vidne na ekranu. Ena je v preddverju, velike in male dvorane, druga pa kar tukaj v dvorani. Druga možnost. Vabljeni ste na ogled fakultete. Zberete se v preddverju med dvoranama, kjer vas bodo študenti razdelili v skupine in šli z vami na ogled. Priključite se študentu, ki bo imel tablo s srcem ali krono. In brez skrbi, čez 20 minut bo na voljo še naslednje študentsko vodenje po fakulteti. Dragi dijaki, upam, da se vidimo 1. oktobra. Najlepša hvala.